Pozdravljeni. Na vrsto je prišel zadnji briefing, kjer bomo skušali ugotoviti, kaj lahko pričakujemo od prihajajoče velike nagrade Singapurja. Tudi tokrat bo zadnji briefing razdeljen na tiste običajne tri dele. V prvem si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na samih kvalifikacijah. V drugem se bomo začeli spraševati o ritmu posameznih ekip. V tretjem bom pa predstavil svoje osebno videnje, svojo interpretacijo možnih strategij. Tokrat na začetku manjša sprememba. Namreč zasledil sem nekaj zanimivih govoric, ki pa so po mojem mnenju zanimive za vse navdušence Formule 1. Namreč prihajajo iz virov, ki so, recimo temu, dokaj zanimivi, čeprav ponavljam, gre za govorice. Ampak Nick de Vries naj bi podpisal z Alfa Taurijem, kar pomeni, da bo Pierre Gasly prestopil v Alpine. In tako sta se rešili dve vprašanji o tem, kdo bo v naslednji sezoni seveda prisoten v svetovnem prvenstvu Formule 1. Poleg tega isti viri navajajo, da pri ekipi Williams z napetostjo čakajo, ko bo končal Logan Sargent sezono v Formuli 2. Kolikor bi dobil super licenco, bi bil njegov tudi sedež v ekipi z groba. In ostaja nam še sedež pri ekipi Haas. In tu smo mnogokrat govorili o Micku Schumacherju in Antoniju Giovinazziu. V boju za preostali sedež naj bi se jima pridružil še tretji voznik vezan na Ferrari Driver Academy, Robert Schwarzman. Pa verjetno ima eno veliko oviro pri nastopanju v svetovnem prvenstvu Formule 1, namreč je Rus, ampak nič za to. Poleg tega se omenjajo še tista standardna imena, kot naprimer Nico Hülkenberg, ampak videli bomo, seveda, ko bodo zadeve uradne. Pa pojdimo raje k našem zadnjem briefingu, kjer smo v prvem delu kvalifikacij videli kar nekaj neprijetnih presenečenj. Namreč v prvem delu sta izpadla tako Daniel Ricciardo kot Valtteri Bottas. In vemo, Danielova sezona letos je bistveno pod pričakovanji, tako nas navdušencev kot predvsem njega. In tudi tu njegov McLaren MCL36 ni imel posodobitev, ki smo jih videli na bolidu Landa Norrisa, ampak vseeno, Q1. Videli smo tudi Valtterija Bottasa, ki smo ga vajeni v Q3. To, da je izpadel na samem začetku, je zopet nek dokaz, da njegova forma niha. Seveda, tu je treba poudariti nekaj. Z moštvenim kolegom Zhujem sta en za drugim, čeprav se je Zhuju uspelo prebiti v drugi del kvalifikacij. Torej, tisto, kar smo videli na samih kvalifikacijah, je v bistvu hitrost bolida Alfa Romeo F1 Team. Lepo presenečenje sta bila oba voznika ekipe Haas, ki sta se prebila v drugi del kvalifikacij. A tu smo zopet videli razliko v kvaliteti med Kevinom Magnusenom in Mickom Schumacherjem. Namreč zopet je Mick tisti, ki je za Kevinom, in to kar precej. In morda kakšen njegov navijač bo dejal, ja, saj je bil konec koncev hitrejši kot Sebastian Vettel. Ampak po drugi strani je bil počasnejši od Lensa Strolla. Sedaj pa lahko vsakdo se odloči, je to dobro ali slabo. Pravim, kolikor si za svojim moštvenim kolegom, enostavno tvoja hitrost ni bila dovolj. A v drugem delu kvalifikacij smo videli tudi Georgea Russella, ki je izpadel. In to na začudenje mnogih navdušencev, ki ga nekako uvrščajo malce višje od
Lewisa Hamiltona. Sedaj bo potrebno razmisliti, kajti tu v Singapurju imajo pri tovarniški ekipi Mercedes lepo možnost, da zablestijo. Je ena izmed tistih prog, kjer bi morali biti malce bliže konkurenci, kot bomo videli v nadaljevanju. In prav tu je George Russell dobesedno razočaran. Pojdimo še na zadnji del, kjer smo videli pravzaprav, da pri Ferrariju niso edini, ki so v tem delu sezone rahlo zmedeni. Namreč Max Verstappen je bil na poti, da bi osvojil najboljšo štartno pozicijo, ko so ga iz njegovih boksov v bistvu poklicali nazaj v garaže, ker ni imel dovolj goriva. Sedaj, možno je, da so pri ekipi Red Bull natočili točno tisto minimalno količino, ki je potrebna, možno je, da so se ušteli, ampak kaj takega na kvalifikacijah, ko se voznik bori za najboljše štartno izhodišče, pač si nihče ne sme dovoliti. In to je seveda ena izmed tistih točk, o kateri se bomo verjetno pogovarjali tudi v samem komentarju, kajti v Singapurju začeti iz ozadja je izjemno velik hendikep. Videli smo, da Charles Leclerc je v bistvu z lahkoto prišel do najboljšega štartnega izhodišča, kar je bilo po svoje pričakovano. Seveda, njegov vikend se zaenkrat ni začel po najboljših načrtih, ampak vseeno rezultat je prinesel domov. Na drugem mestu Perez. Perez, ki je končno dobil tisto hitrost, ki smo jo pričakovali od njega na mnogih velikih nagradah. In na tretjem mestu Lewis Hamilton. Hamilton, ki v resnici se bi lahko boril tudi za pole position, namreč prvi trije so v eni sami desetinki. In to je seveda dober obet za samo dirko. Ne smemo pa tu izpustiti naprimer še Fernanda Alonsa, ki je imel izjemno dobre kvalifikacije, ampak štejem ga med favoriti. A videli smo, da pravzaprav je situacija nekako odraz tistega, kar smo napovedovali v predhodnem prispevku. Seveda z dvema izjemama, ki sem jih pa omenil, torej Maxom Verstappenom in seveda Georgeom Russellom. Da je Carlos Sainz mlajši malce v ozadju, je bilo pričakovano, kajti kvalifikacije so nekako njegova hitra. Poglejmo si sedaj izjemno zanimiv graf, ki nam bo tudi nekako pomagal razumeti, zakaj tu v Singapurju je izjemno pomembno biti tam spredaj. In to ne samo na kvalifikacijah, ampak v vseh fazah dirke. Poglejte tu primerjavo hitrosti, seveda skozi časne, srednje, hitre ovinke in na ravninah. Bolj kot se hitrost viša, bolj so poravnani vsi. In bolj kot so poravnani, seveda težje je prehitevati. Zato je izjemnega pomena, seveda, dirko začeti tam spredaj in stalno držati pozicijo. A če se ustavimo malce pri ritmu, bomo videli, da v bistvu nobenih sprememb. Red Bull in Ferrari tukaj poravnana, tu ne moremo govoriti o kakšnih bistvenih razlikah. Mercedes je malce zadaj, ampak ne toliko, kot smo videli naprimer na prejšnjih velikih nagradah. In na to, kot običajno, vsi ostali. Bi rad poudaril, da McLaren tu ni hiter. Ena izmed ekip, ki me je v bistvu razočarala. Pričakoval sem več, ampak morda sem bil tudi malce preveč optimist. A kot ste razumeli, v Singapurju bo bistvenega pomena tudi imeti pravo strategijo. In tu moram najprej poudariti, da vremenska napoved, ki sem jo podal v uvodnem prispevku, se je zaenkrat pokazala kot točna. Torej, možno je, da bo na dirki tudi moker asfalt, morda kakšna kaplja dežja, ker bi znalo vse skupaj premešati. Druga zadeva in verjetno vsem vam znana,
Napovedi, ki jih bom podal, so plod mojega razmišljanja, mojega dela. Priznam vam, da nisem imel časa videti kakršnekoli napovedi, še manj pa one, ki jo sestavlja Pirelli. V samem komentarju bomo primerjali seveda mojo napoved s tistim, kar bo napovedal Pirelli in seveda onim, kar bodo pokazale ekipe na sami dirki. A poglejmo si najprej tiste 3 variante, ki sem jih nekako izbral tu za veliko nagrado Singapurja. In moram vam priznati, da tu v Singapurju, kolikor ni kakšnih izrednih dogodkov, je ponavadi dirka z enim samim postankom. In po mojem mnenju, tista najbolj učinkovita je začeti na pneumatiki soft, približno 20 krogov, morda tudi kaj manj in nato do konca na pneumatiki hard. Tako se v prvi fazi dobi neko določeno prednost in nato dobesedno drži pozicijo. In verjetno to bo tista strategija, ki jo bodo izbrali pri večini ekip, vsaj tako si domišljam. A možno je tudi nekako spremeniti zadeve. Začeti na pneumatiki medium in vztrajati 35 krogov, nato kot bodo rezervoarji malce bolj prazni in bo bolid lažji, natakniti pneumatiko soft in iti do konca. Na papirju bi morala biti ta varianta malce hitrejša, čeprav sem omenil tu dejstvo, da je treba držati pozicijo. In to s to drugo strategijo v bistvu je bistveno težje. A na koncu še strategija, ki omogoča kar nekaj elastičnosti, čeprav, kar se tiče tiste grobe hitrosti, je najslabša od vseh 3. Rad bi poudaril, da tu v Singapurju praktično smo stalno videli varnostni avtomobil. In kot razumete, v prvih 2 variantah, ki sem vam jih predstavil, imamo postanek praktično na prvem delu, v začetku dirke ali na zadnjem delu. In v bistvu ekipe nimajo nobene fleksibilnosti. Kolikor bi začeli na pneumatiki medium in vztrajali tam približno do polovice dirke in nato šli na pneumatiko hard, bi to možnost imeli. In seveda, to bi pomenilo, da bi bili na progi počasnejši, a po drugi strani bi lahko izkoristili tisti krajši postanek, ki ga seveda omogoča vožnja za varnostnim avtomobilom. A to je nekaj, o čemer se bomo pogovarjali po sami dirki v komentarju. Kar se tiče zadnjega briefinga, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.